Gospod župan, kako ste zadovoljni z letom od lanskega občinskega praznika do letošnjega? Naj povem, da sem izjemno zadovoljen, zato ker smo o projektih, o katerih smo lansko leto govorili, letos dejansko na terenu začeli delati ali pa nekaj celo naredili, ali pa smo tik pred začetkom. Tako da jaz bi ocenil leto kot zelo uspešno, sploh glede na to, da so bile vmes še državnozborske volitve, ki vsi vemo za kak mesec kakšno stvar prestavijo, ustavijo ali pa jo naredijo mogoče malo bolj dinamično. No, lani je bilo v občinskem prazniku še kar precej napovedi, katere so se začele uresničevati. Ja, najprej smo zaključili z kompresorsko postajo, gre za projekt Sklada za pravičen prehod, ki je zaključen in ga v teh dneh odpiramo. Potem smo polovično oziroma na 3/4 zadeli tudi z drugim projektom pravičnega prehoda, to je ureditvijo poslovne cone Rudnik, ker bomo zgornji del tudi zdaj že z začasnim uporabnim dovoljenjem odprli in nadaljujemo delo na spodnjem delu poslovne cone Rudnik, ki bo nekje do meseca septembra tudi zaprt in zaključen. Potem smo pričeli z deli v jeseni na domu starejših na Leši, gradnja doma starejših, kjer gradnja se odvija in so vidne tudi že obrisi stavb, ki bojo tam nastali, tako da to en kup izzivov seveda ostaja, ampak prostor raste in jaz sem prepričan, da bo to en lepših delov Hrastnika čez nekaj let, ko bo zraven doma starejših zrasel še kak stolpič oskrbovalnih stanovanj. Naj povem, da pojavlja se interes zasebnega investitorja, da bi pod tem naseljem med Tenisom in Lešo nastalo še eno mini stanovanjsko naselje s hiškami. In drugo, kar smo začeli, je Resnica, namreč gradi se od meseca maja že 84 javnih najemnih stanovanj. Naj pa povem prvič v tem intervjuju, da je v preteklih dneh tudi Direkcija Republike Slovenije za ceste objavila razpis za cesto skozi Dol in da bomo do 8. ali pa do 6.8. mislim, da je rok za izbor oziroma za prijavo izvajalcev te državne ceste, medtem ko je na lokalni cesti, tudi to povem prvič, še nismo objavili, prišla samo ena ponudba, ki je nižja od projektantske ocene, kar nas veseli, in to tudi pomeni, da bo procedura zaključka razpisa, kolikor je vloga popolna, zelo kratka in bomo lahko že v koncu julija začeli z deli na lokalnem priključku državne ceste na Dolu. To so glavni projekti, ki smo jih imeli lansko leto ta čas na mizi, da jih moramo začeti. Hkrati pa smo pripravljali in napovedali nekatere druge projekte, ki pa so že zelo blizu tega, da bi bili tudi blizu realizacije. Gre za 2 dogovora za razvoj regije. Eno je Zelena ves Ojstro, ker imamo popolno dokumentacijo oddano na ministrstvo in čakamo, da država projekte DRR-ja začne z odločbami in kasneje s pogodbami tudi uresničevati. In drug je projekt izgradnje kanalizacijskega omrežja, gre za Prapretno, Fratico in Dirmajerjev hrib. Tu pa predvidevam, da bomo še pred glavnimi poletnimi počitnicami prejeli gradbeno dovoljenje in tudi tu potem počakamo na odločbo ministrstva. To sta 2 velika projekta za Hrastnik, ki bi se lahko še v tem letu pričela tudi izvajati. No, če se ustavim malo na cesti skozi Dol, nekaj se je začelo dogajati pod v naselju pod Javorjem. Ali morate pred tem, ko bodo pričeli urejati državno cesto skozi Dol, urediti vse priključke in lokalne ceste? Ne, priključki se bodo urejali sporedno z gradnjo državne ceste. Gre tukaj za, kot sem rekel, za glavni priklop na državno cesto. To je nekaj, kar je infrastrukturno velik poseg, zato je občina šla kot investitor tja. Pri tem, kar se pa dogaja že na Dolu, en bager pa nekaj delavcev je že na terenu, pa je gradnja škarpe za eno individualno hišo, za katero smo bili v sklopu dogovorov, da bomo seveda prišli do
te ceste dogovorjeni, da se pred začetkom velikih del naredi tam ena škarpa, da se zaščiti to hišo, tako da ta dela potekajo pa že zdaj. Kaj pa na družbenem področju, kaj je novega, kaj se dogaja na tem področju? Naj povem, da je bilo v zadnjem letu zelo veliko fokusa na spremenjeno dolgotrajno oskrbo in da je dom starejših v Hrastniku bil eden prvih, ki je imel vse prevedbe v državi narejene, tako da sem vesel, da to za Hrastničane prinaša neko dodano vrednost. Hkrati smo tudi z dolgotrajno oskrbo naredili kar nekaj korakov naprej tudi pri pomoči na domu. Občina Hrastnik je ena od tistih občin, ki da največ v državi na občana za ta del pomoči na domu. Prav tako smo naredili zelo velik korak naprej pri javnih najemnih stanovanjih, od tega, da gradimo 84 stanovanj, od katerih bo 21 direktno občinskih, smo uspešno zaključili tudi razpis za javna najemna stanovanja, smo tudi v zadnji fazi priprave občinske strategije za naslednja leta na področju stanovanj in še več, naredili smo oziroma dobili smo občina Hrastnik skupaj z RRA-jem in drugimi partnerji tudi en live projekt, kjer bomo v prihodnje pripravljali dokumentacijo za prenovo ene starejše stavbe, kjer imamo danes stanovanja, v bivalne enote. Jaz verjamem, da bo občina Hrastnik v nekaj letih občina z najbolj napredno stanovanjsko politiko, pa ne samo na papirju, temveč tudi v sami praksi. Meni se zdi to izjemnega pomena. Hkrati se zelo veliko dogaja tudi v zdravstvenem domu. Situacija ni rožnata, je pa kadrovska slika od lanskega leta precej boljša, kot je bila. Namreč vsi zdravniki so trenutno stabilni, v smislu, da so tu, jaz verjamem, zadovoljni in da delajo. Imeli smo izpad pediatra vmes, ki smo ga nadomestili z novim pediatrom. Pripeljali smo 2 novi zobozdravnici od lanskega občinskega praznika, kar je, jaz verjamem, da velik korak naprej za Hrastnik. Kupili novo vozilo urgentnega zdravnika. Lansko leto, kot veste, smo imeli vozilo za nujno medicinsko pomoč in v tem času se je, jaz verjamem, stabilizirala ta slika, kar bo pri poslovanju zdravstvenega doma se odražalo čez nekaj mesecev, čez leto, ko bo tudi finančno bolj stabilna slika. Jaz bi dodal, da nam zavodi delajo dobro, da so ravnateljice, direktorice zelo angažirani in da nam tudi od komunale, Ceroza, šole, vrtca, glasbene šole, krtca, knjižnice, ti sistemi delujejo. Seveda pa so izzivi vsak dan na terenu zelo prisotni. Tisto, kar bi še želel dodati, pa je, da so največje plus, ki ga občina težko meri, pa so naši nevladniki in vsi ostali, ki skrbijo za izjemno dobro družabno dogajanje v občini, ker se ogromno stvari zgodi, tako na področju športa, kulture, humanitarnih in drugih organizacij, kot tudi na področju prireditev, kjer smo, jaz verjamem, da za velikost naše občine zelo, zelo aktiven kraj. Kaj je z obrtno cono oziroma cono steklarne in tovarne kemičnih izdelkov? Vidimo, da objekt tovarne kemičnih izdelkov raste, kako pa je z načrti steklarne na tem področju? Ja, moramo biti natančni, pač cona je razdeljena na 2 dela. Eden je zgornji del, ki je namenjen za tovarno kemičnih izdelkov, tam se 1/3 trenutno pozidava, za drugo tretjino je po mojih informacijah, ki so, jaz mislim, da kar točne, tudi že pridobljeno gradbeno dovoljenje strani TKI-ja, za tretjo tretjino pa še vedno zaključujemo dogovor in iščemo, kaj se bo tam zgodilo v prihodnje. Medtem ko na področju steklarne Hrastnik smo uspeli dogovoriti in uskladiti tudi z pristojnim ministrstvom, da se gradnja nekoliko zamakne. Naša obrtna cona ima to srečo, če lahko tako rečem, da ima znane investitorje in interes potem, da se zapolni, medtem ko številne cone, ki so bile zgrajene v Sloveniji, ostajajo prazne. Jaz verjamem, da temu v Hrastniku ne bo tako. Imeli smo tudi interes po zapolnitvi
obstoječih prostorov s tretjimi podjetji, a smo se odločili, da sta tovarna kemičnih izdelkov Hrastnik ter steklarna Hrastnik tako pomembni podjetji, da jih želimo na vsak način podpirati pri širitvi in ohranitvi delovnih mest v Hrastniku. Gospod Funkel, s čim kot župan pa niste zadovoljni? Kaj bi radi, da se hitreje rešuje v občini Hrastnik? Ja, v tem trenutku lahko rečem, da sem majčkeno razočaran bil nad samo dinamiko umeščanja državnih infrastrukturnih projektov na področju cest, ker verjamem, da bi država z nekoliko več angažmaja v preteklosti lahko že danes kje tudi gradila in ne samo čakala občino, da občina prevzame večino administrativnega dela in zadeve uredi. Jaz sem prepričan, da bi katerakoli vlada, pa to naj ne bo izgovor za ene ali za druge, že zdavnaj morali graditi cesto Hrastnik-Zidani Most, ki ima državni prostorski načrt sprejet že 3 leta, pa še vedno nismo niti pridobili kot država gradbenega dovoljenja. Menim, da bi lahko država že začela z renovacijo železniške postaje Trbovlje in nato nadaljevala v Hrastniku. To sta za Hrastničane in za Zasavje pomembna projekta, tako da to je največje moje nezadovoljstvo, se pravi infrastruktura, kar se cest tiče. Kakšni so načrti v naslednjem letu do naslednjega občinskega praznika? Najprej naj povem, da se mandat županom in občinskim svetnikom izteka z lokalnimi volitvami, ki bodo 15. novembra, tako da jaz ne bi napovedoval stvari za prihodnost, pač ker je to naloga tistega, ki ga ljudje izvolijo. Za mandat se bom potegoval še enkrat, to drži, in prav je, da v programih, s programi in tudi z dejanji, ki so odražala prejšnje naše napovedi, ljudje na podlagi tega izbirajo bodočega župana ali županja. Najlepša hvala in veliko uspeha še naprej. Hvala in iskrene čestitke seveda ob prihajajočem občinskem prazniku.